Matej Lovše, začetek domače sezone zmago. Kako je izza tvojega krmila potekala današnja dirka? Baje se je odločil proti koncu zadnjega kroga. Ja, od štarta smo šli kontrolirano. Nobenih kakšnih hudih napadov ni bilo. Saj z moje strani sem v bistvu bil kar presenečen, da sem imel tako dobre noge. No. Niti zakisljiv nisem celo dirko, tako da je bilo vse v redu. Pol sem pa računal na to, da se bojo napadi naredili zadnji krog. No. In pol je Bodin na zadnji krog od fit cone skočil, sem ga pokril. Pol mi je malo šel na en strn klanc, sem mogel peš, ampak sem ga kar malo ujel, tako da sem vedel, da sem močnej od njega. Takoj, ko sem ga ujel, sem pol tudi napadel in se je naredil na zadnji klanc, no, za 15 sekund. To je bilo dosti za zmago. Tekma je bila tako zanimiva, no, samo tempo ni bil raven, tista prav dirkaški. Smo kar majčkeno bolj na kontrolirano vozilno. Kako je z nadaljevanjem sezone, ali boš izpustil naslednjo dirko? Načrti ena etapna dirkica, ne? Ja, nažalost naslednjo dirko slovenskega pokala ne bom vozil. Imamo Alpentour v Avstriji, Schladmingu, 4-dnevno etapno, 3 etape plus 1 kilometer. No. Tako da to je bilo pač v roku zdaj, en mesec nazaj sem se pač odločil. No. Ni bilo najprej v planu za to sezono, ampak bo prav prišel tudi naprej. Bom pa videl naprej, kako bo. Načeloma nisem mislil maratonov voziti, ampak tudi to je treba. Očitno bo zelo malo dirk letos v pokalu, verjetno 5. Ali lahko z eno dirko manj, če spustiš še, osvojiš pokal? V bistvu nisem računal na to. No. Tudi, ker če bi na to gledal, pa bi mogel vse voziti. Bomo videli. Pač na vsako dirko, ki bom prišel, se bom maksimalno osredotočil. Zdaj, bo to dosti za zmago ali ne, bom pa videl naprej. No. Matjaž Bodin, na domači progi spet ti ni uspela zmaga. Lani za Luko Mezgecem drugi, letos za Matejem Lovšetom. Kako je šel ta dvoboj? Ja, res je, že 3. leto zapored sem drugi, pa letos sem res mislil, da mi bo končno uspelo zmagati, pa ni se išlo. Matej je bil vseeno premočan, sej tudi sam sem se kar dobro počutil med dirko, samo v zadnjem krogu pa mi je utekel. Matej bo izpustil naslednjo dirko, ali je en tvojih ciljev naskok na vrh pokala Slovenije? Ja, tudi je cilj, čeprav to mi vseeno ni glavni cilj. Raj se bom posvetil bolj državnemu prvenstvu. To je glavni cilj. No. Še kakšni mednarodni cilji v tej sezoni? Ja, za 14 dni gremo s klubom na etapno dirko v Nemčijo, Trans-Germany, pa to je tudi eden izmed ciljev prvega dela sezone. Lenart še vedno predvsem specialist za maraton, seveda na domačih krosih te radi vidimo. To so vendarle bolj priprave za te glavne maratonske cilje sezone zate. Kako ti je šlo danes na relativno kratki dirki za te tvoje karakteristike? Ja, v bistvu nekako sem mislil, da bom slabš, no, ker sem kar v nekem pripravljalnem obdobju, kar precej treninga imam v nogah, tako da v bistvu niti nisem kaj preveč pričakoval od te tekme. Sem šel samo za nek trening, štart treninga, da potreniram, da ne zaspim od teh treningov. V bistvu z nikakršnimi pričakovanji. No. Tako da predvsem za trening. No. Prvi cilj sezone bo Evropsko prvenstvo v maratonu. Kdaj, kje, ali poznaš traso? Ja, v bistvu prvi cilj sezone, kjer si želim res dobro odpeljati, je Evropsko prvenstvo v maratonu, kjer bo na Češkem, to je 17.6., kar zelo hitro, tako da v bistvu vse cilje polagam vsaj na to dirko. No. Želim si dobro odpeljati tam. Tako da mislim, da me čaka nekaj čez 100 kilometrov, višinski profil proge, pa niti si še nisem uspel detaljno pogledati, tako da
se pustimo presenetiti. Kaj pa potem kakšen maraton challenge? V bistvu potem imam pa v Dolomitih kar en zelo težek maraton, Dolomiti Superbike. Teden dni kasneje je potem maraton v Salzkammergut. Potem pa, če bo še kaj v nogah ostalo, je pa še državno prvenstvo v krosu, no, potem bo potrebno majhen pauze. Ker mislim, da 3 zahtevne maratone, pa mogoče še kros, je kar velik zalogaj, no. Tako da to je to. Hvala.